Evropski parlament je potrdil zakonodajo o obnovi narave, ki predvideva, da bodo članice do leta 2030 morale sprejeti ukrepe za rehabilitacijo vsaj 30% habitantov, ki trenutno niso v dobrem stanju. Za uredbo je glasovalo 329 evropskih poslancev, 275 je bilo proti, 24 se je glasovanje vzdržalo. V Evropski ljudski stranki smo se odločili, da tudi spremenjen predlog uredbe ne podpremo. Saj da obstaja bojazen, da bodo številne države članice zakon izkoristile za uvedbo dodatne birokracije ter daljnosežnih obveznosti sprejemanja in poročanja za kmete in gozdarje, pri čemer bodo trdile, da jih k temu sili Evropska unija. Jaz sem večkrat posvaril, da lahko zaradi omenjene uredbe pride do manjše pridelave hrane v Evropi in višjih cen za to posledično. Predlog uredbe o obnovi narave s strani Evropskega parlamenta zato ni ustrezen in namesto, da bi upošteval specifike posameznih držav, ogroža evropsko kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo ter prinaša nepotrebne administrativne bremena. Čas je za bolj premišljene rešitve. V času, ko so kmetje na ulicah, izražajo nezadovoljstvo z okoljskimi ukrepi Evropske unije, pozivajo k spremembam v pristopu zelene politike Evropske unije, je sprejetje takšne uredbe neodgovorno. Mi potrebujemo konkretno podporo kmetom, ne pa novih bremen. A za take premike rabimo novo oblast v Evropski uniji.